Lepo pozdravljeni. Z mano danes v studiu gostja, za katero vam lahko že takoj na začetku povem, da se bojim, da bo 1 ura premalo. To je punca, in lahko rečem ženska dama, ki je prepotovala ogromno sveta, predvsem pa delala zelo, zelo zanimiva dela po tujini. Maja Novak, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Eva, in hvala za vabilo. Se veselim. Sem pravilno rekla, ne, da je mogoče lahko 1 ura premalo, glede na to, koliko enih doživetij in izkušenj in različnih situacij si že doživela v svojem življenju? Jaz mislim, da vsi, ki smo si nekako izbrali tak način življenja, oziroma da imamo radi potovanja, potem še delo v tujini, imamo za sabo ogromno nekih zgodb, ker se ti v bistvu na potovanjih v tujini zgodi življenje. Zdaj, morda tisti, ki te ne poznajo, bom na začetku naredila samo uvod, da si sama veliko delala v tujini, najrazličnejša dela, tudi v jahtingu, ki ga sama poimenuješ kar jahting, ne, praviš, že to potem rata tudi način življenja, ampak danes pa v resnici pomagaš mladim, tistim, ki se za kaj podobnega odločajo, pa ne vejo, kje začeti, kako naprej, ne? A sem še kaj pozabila? To si super opisala, ker meni je vedno največji problem v bistvu opisati, s čim se ukvarjam, ker jaz sem zelo taka, ne, ko mi nekaj pride na pot in začutim, da je to, kar bi želela delati, in imam tudi neke kvalifikacije za to, in pa strast, ne, ljubezen do nekega dela, potem se tega lotim, ne, in v moji karieri praktično sem s 15 leti začela delati, ker že nekako v genih imam to, da zelo rada delam, da se samo izpopolnjujem tudi skozi delo, in mi je delo hitro postalo na nek način življenja. Tako da sem se skozi svojo kariero zdaj že, od 15 leta je natanko 23 let. Pustiva številke, ja. In se je v bistvu res ogromno nekih stvari zbralo v moji karieri, tako da najbolj pa poudarjam ravno to delo v jahtingu, na privatnih jahtah, ki je bila skoraj 10 let moja kariera. Potem pa drugi del je pa ta, da nekaj tudi dajem naprej skozi svoje izkušnje, skozi to, kar sem živela, se naučila, in predajam predvsem mladim, pa tudi veliko mamicam, ki zbirajo informacije za svoje otroke, ko bi nekoč šli radi v tujino ali pa mogoče na študij, in v bistvu posredujem informacije, kako iti v tujino, kako se pripraviti, kako prezentirati se na življenjepisu recimo, in pa tudi tehnične informacije, katera dela v tujini dejansko obstajajo in kako do tega na čim hitrejši in lažji način prideti. Zdaj verjamem, da verjetno takrat, ko si se ti odločala za podobno stvar, si verjetno se počutila bolj kot ne sama, v smislu, kako začeti, kam iti, in verjetno tudi iz tega potem izhaja ta želja potem, da bi pomagala, da bi se čim manj ljudi, staršev in teh mladih, ki se odpravljajo, tako počutili, ne? Ja, ker največji problem je bil takrat, ni bilo toliko informacij, kot jih imamo danes. Internet je bil v povojih, nekaj se je že, v bistvu kakšen blog se je našel, kakšni forumi, predvsem so bili forumi takrat aktualni, da si pridobil neke informacije, potem je bilo pa nekako bolj od tebe odvisno, ne? Tudi potem klicanje na razne urade in uprave in to, kako je s tem prijavljanjem in te zadeve. Danes je pa to veliko lažje, ker imamo praktično informacije na vsakem koraku, ampak je pa drug problem, ker je pa teh informacij preveč in je potrebno imeti neko zdravo pamet, da znamo presoditi, katere so kredibilne, katere so samo za klike, ker ogromno je teh informacij. Pejte, danes pustite službo, pejte delati na plažo, bodite digitalni nomadi, medtem ko v realnosti zelo malo ljudem tako hitro uspe, je potreben nek načrt do tega, kako pridemo, treba svoje podjetje odpreti in tako. To je samo en primer, potem ko je še drugih ogromno, ne, za delo v tujini recimo. K digitalnemu nomadstvu se bova še vrnili, pa tudi jahtingu, ker me seveda to zelo, zelo zanima, kakšno obdobje je to takrat bilo. Šla bi zdaj na sam začetek. Pri 19 letih si naredila licenco za turistično vodnico, ne? Tako je. In takrat si se v bistvu prvič tudi na nek način srečala s tem, da si vodila skupine, jim raziskovala Bled med drugim, kjer se je zgodil en dogodek, ki pa je na nek način majčkeno vplival na to, da si danes, kjer si. Tako je, jaz ponavadi izpostavim 3 zgodbe, samo zato, ker se veliko z mladimi pogovarjamo o tem, ker je ogromno mladih izgubljenih, oziroma ne vejo, kje bi se našli, kaj bi delali v življenju, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč. In jaz vedno izpostavim, da
skoraj nihče ni bil rojen z nekim zavedanjem, jaz bom pa to postal, ali pa vsi smo imeli mogoče, jaz bi bil pa živino zdravnik, ampak to so neke mogoče nerealni cilji bili. In je nek del odraščanja to, da se iščeš. In to je popolnoma ok. Jaz sem recimo po srednji šoli, nisem vedela, kaj je samo s sabo, in sem se upisala na biokemijo in sem šla prvi dan na to predavanje in sem rekla, to ni zame. In takrat je bilo v bistvu še bolj tisto, kaj pa je zame. In potem sem se odločila, da poskusim čim več stvari. In ena od teh je bila vodenje, turistično vodenje. Sem naredila licenco za lokalnega vodnika in sem mislila, da je to mogoče res moja kariera. Medtem ko sem odvodila 3 ture, sem videla, to meni res ni všeč, ne najde se v temu, ne vidim se, da bi celo življenje vodila ljudi, pa ne pravim, da ni pravi poklic za nekoga. Potem je pa še ta situacija, da mi je lastnica te agencije rekla, Maja, pa saj tvoja angleščina sploh ni tako dobra, mogoče bi pa ti mogla v tujino, mogoče v Anglijo, da izboljšaš znanje svoje angleščine, svojega tujega jezika. In takrat je mene to pač prizadelo, absolutno, ker ko smo mladi, te kritike prizadanejo, čeprav potem, ko odraščaš, vidiš, da so kritike od nekoga, ki je pač kredibilen. Da brez kritik ni rasti, verjetno. Točno to. In jaz tudi mladim dostikrat rečem, tudi če vas kritizirajo tisti, ki imajo za to neko kredibilnost, dajte jih poslušati, pa se mogoče zamisliti, mogoče imajo pa prav. In jaz sem se takrat res zamislila in lahko bi rekla, joj, ona mi zdaj kritizira, jaz seveda znam angleščino, imela sem jo 4 do 5 celo v šoli, ampak sem potem rekla, mogoče pa res bi šla v tujino, pa poskusim z nekom, ko govori naravni jezik, da to angleščino spravim na nek nivo. Tako da sem se tisto leto potem odločila, da grem na en odličen program, Camp USA, imenuje se kot tabori v Ameriki za celo poletje in v celem poletju moram reči, da sem odlično res izboljšala angleščino in to je bil moj največji cilj tisto poletje. No. Ampak potem pa so se spet začela potovanja, ne? Ja, potem je pa tako, da največkrat je, ko nekaj izkušiš, ker ni samo v bistvu, da greš pa se naučiš jezik, ampak v bistvu vidiš, kako ljudje drugače živijo. Da tisto, kar si se učil celo življenje v svoji primarni družini, v šoli, v okolju, kjer živiš, mogoče ni edini način, kako do nečesa prideti oziroma kako delovati v življenju, ampak ima vsaka dežela, vsak narod drugačne navade, drugačne običaje, drugačno kulturo in da lahko eno stvar počneš na različne načine, pa isto prideš do nekega cilja oziroma ta razgledanost, glava se tudi odpre. Ta širina, ki jo s potovanji lahko dobimo. Ne? Ampak, Maja, ti si potem, a je bilo prvo potovanje Maroko ali kako? Ja. In takrat si šla grem mečka na dopust? Tisto je bilo v tistem letu, ko sem bila 19 let stara in nisem vedela, kam se vpisati na fakulteto oziroma potem na študij. In sem si vzela leto odmora, pauziranje, to je zelo negativna konotacija tukaj v Sloveniji, medtem ko v svetu se to imenuje gap year, oziroma tudi sabbatical year je zdaj postalo popularno, ko si po 7 letih neke kariere, službe vzameš celo leto in greš na potovanje, se učiti, izobraževati, kot je recimo Julia Roberts v filmu Eat, Pray, Love, ne, on je šla na to sabbatical year, medtem ko za študente je bolj primerno gap year, ko se v bistvu res iščeš, poizkušaš različne stvari in jaz sem takrat šla res v Maroko, nisem imela prijateljev, ki bi z mano potovali, tako da takrat, dovolj norih, ne, da bi šli verjetno. Absolutno, in neko muslimansko deželo. Tako da sem preko foruma, takrat, kot sem že omenila, so bili zelo popularni forumi in sem sopotnico našla in sva se odpravile na res eno tako super potovanje, ki mi je pa v bistvu reklo, to je pa to. Rada imam jezike, druge kulture, toliko v bistvu, koliko ti svet da širine, nekega znanja, nekega tudi tako v bistvu, koliko odgovornosti moraš zase prevzeti, ko si na drugem koncu sveta, ko ne moreš svojih staršev poklicati, ko si osamljen in se moraš s temi čustvi v tistem momentu z njimi spopadati. Ne? In kako v bistvu na tak način tudi rasteš. Ne samo, da gledaš, pa se slikaš, da se veliko pač ljudi gre samo slika za Instagram, za socialna omrežja.
Takrat smo pa tudi bolj potovali tako k ljudem, smo z njimi stanovali, smo šli z otroki v šolo, smo v bistvu vse aspekte neke dežele raziskovali, ne samo pač neke turistične znamenitosti. Kakšen šok je bil to za domače, ko punca pri 19 reče, no, jaz bom pa zdaj malo povzirala, pa grem malo po svetu? Ja, jaz v bistvu vsakim takole, ko imam kakšno javno nastopanje ali pa intervju, se res v bistvu javno nekako zahvalim, da sta mi bila starša vedno v oporo, kljub temu, da včasih mogoče nista znala biti oziroma nista vedela sploh kaj narediti, sta vedno ostala. Jaz vedno rečem, najboljše, kar starš lahko naredi, da otroku je podpora, da ga pusti, da raziskuje po svoje, ampak da mu na nek način pusti odprta vrata, ko pa se kaj zalomi. In mu je takrat in to se je meni obrestovalo. Vem pa, da jima ni bilo lahko. Jaz vem, da mami je vedno rekla, da je molila za mene in vedno mi je angelčke dala za na pot in verjamem, da se mi nikoli nič ni zgodilo. Ravno zaradi tega, ker je pač tudi ona toliko molila, ne v krščanskem smislu, ampak tako v bistvu dobre misli. No, ampak verjetno je pa tukaj zelo pomembno tudi zaupanje, ne, se mi zdi, med starši in otrokom, ki odpotuje, zato ker verjetno sta čutila to, da ti lahko zaupata in da boš znala poskrbeti za sebe. Se ti zdi, da je to bilo v tistih časih, ko si se ti za to odločila, precej drugače, kot je danes? Če pogledava danes 19-letnike in če pogledava danes situacijo po svetu, bi lahko bili starši enako sproščeni? Zelo težko govorim iz tega vidika, ker še nisem mama, ampak glede na to, kot vidim pri svojih sovrstnicah, kolegicah, prijateljicah, pa ko govorim z mladimi, se mi zdi, da je manj tega zaupanja, da so bolj mogoče v vato zaviti, da je tudi zaradi tega, ker je toliko negativnih novic iz vseh strani, kaj se ti lahko zgodi. In je res, lahko se ti v tujini marsikaj zgodi, ampak nihče pa ne govori o tem, kaj lepega se ti lahko zgodi, koliko je dobrih še vedno ljudi, koliko je, ne vem, ko prideš v neko deželo, kot je Maroko, v neko mehno vasico, ko te tam sprejmejo z vsemi, ne vem, recimo tudi do Dalmacije, zdaj večinoma časa preživim v Dalmaciji, ko je moja mami prišla v Dalmacijo, zdaj v decembru, ni mogla verjeti, kako je to dobrodošlica, koliko v bistvu so te ljudje veseli, da nekam prideš. Ne? O tem se premalo govori in to mi je žal. No? Kot si pa rekla, ja, mislim, da tudi sem tukaj jaz bila, ko ne rečem, kriva, da sta mi zaupala, ker sem mogoče res ko svoje življenje otroštvo si zaslužila to zaupanje z njune strani. Je pa tudi res, da sta mi ona dva vedno bila nek moralni kompas in kadarkoli sem se v življenju mogla kaj odločati, pa je mogoče nemoralna odločitev ali kakorkoli, kot so recimo, ne vem, mogoče droge, čisto iskreno, sem vedno si v glavi postavila vprašanje, če jaz to naredim, Kaj bi to pomenilo? Kaj bi moja starša potem rekla oziroma če bi to zvedela, in potem je bil absolutno tako odgovor ne. In jaz vedno, ko starši tudi debatiram ali pa z mladimi, če daš svojemu otroku ta moralni kompas, da se res zna presoditi, pa to spoštovanje do staršev, potem zelo težko boš krenil iz poti, ker boš imel veš, kaj je prav, kaj ni prav. Čeprav je pa res, da določene izkušnje v življenju moraš iti skozi. Ne? Ja, in se kdaj tudi mečkan mogoče upeč, ne? Čeprav v tujini. Si se kdaj, ko si iskala delo v tujini? Kje je bilo potem sploh prvo delo? No, to morda še nisva čisto povedali. Ne v Maroku, ne? Ne, mislim, da tam zelo malo ljudi išče delo, bolj kakšno prostovoljno delo, ki je tudi delo, o katerem veliko govorim. Mogoče iz drugih aspektov dobro, da se ga kdaj udeležimo. Prvo delo je bilo v Ameriki kot mentorica v ameriškem kempu, kjer smo živeli sredi gozda, v šotorih, celo poletje. In v bistvu tam je zelo popularno, tukaj so skavti pri nas popularni, ne? Tam je pa to v bistvu res prav posel, ne? Da v bistvu vsako poletje se organizirajo te veliki kempi v gozdovih za otroke in potem so delavnice, lokostrelstvo, plezanje in pridejo otroci za teden, 2 tedna, nekateri tudi za cel mesec in so v bistvu v naravi in se izobražujejo v vseh teh naravnih gozdovih, o rastlinah, o živalih in izvajajo različne aktivnosti. No. Pa potem, ko se ti je recimo eno delo končalo, primer tabor, ki ga omenjaš, si potem prišla nazaj v Slovenijo, pa iskala naprej, ali si kar rekla, ne, zdaj pa jaz so tukaj,
šibam naprej. Jaz sem se vedno, pa to tudi vedno komuniciram, da se je zelo dobro postavljati nek namen in pa cilj v življenju. Kaj želim od neke situacije oziroma neke izkušnje. In ko sem jaz šla v Ameriko, sem vedela, da se želim izboljšati angleški jezik, plus poznati neko ameriško življenje oziroma življenje v Ameriki in pa tudi dobiti neke nove izkušnje za na svoj življenjepis, kar se mi zdi zelo pomembno, da imaš na svojem življenjepisu tudi mogoče izkušnje iz tujine. Tako da, malo sem pozabila, kaj je že bilo vprašanje. Če si se vračala nazaj? Vračala sem se nazaj, ker sem imela vedno zelo močno domotožje. Zelo sem bila navezana, še vedno sem navezana na družino, tako da vedno pridem na vsak mesec, 2 meseca nazaj. Tudi to mi zelo veliko pomeni, da preživim čas z družino in s prijatelji. Mislim, da je to tista naša osnova v življenju, ki jo moramo najbolj negovati. Tako da sem se vračala. Ja. In potem, ko sem se vrnila iz Amerike, sem videla, da mi tak način trenutno odgovarja in sem iskala druge načine dela v tujini, tako da sem potem našla Novo Zelandijo, kjer lahko najdeš, v bistvu si urediš working holiday vizo, to je delovna viza, predvsem za študente mlade do 31. leta, za 1 leto, da lahko v bistvu potuješ po Novi Zelandiji, malo delaš, da si tudi seveda nabereš finance, da lahko potuješ, tako da je to neka taka delovno-počitniška izkušnja, tako da sem potem se odpravila na Novo Zelandijo. Pa si ves ta čas, ko si recimo delala v tujini, imela nekje v zadnji v zavesti, se ko pa pridem nazaj domov, takrat bo pa potem čas, da dokončam študij, da najdem moža, si uredim družino, ali si že takrat vedela, da to tako hitro pri tebi ne bo šlo? Zelo, ko vidiš to širino sveta in ko vidiš, koliko možnosti je dejansko, si na začetku malo izgubljen. Jaz sicer, to moram omeniti, nisem šla na to prvo svoje delo v Ameriko in pa potem na Novo Zelandijo pred študijem. Jaz sem že dokončala študij. Ko sem prišla z Maroka, sem videla, da je ta turizem, hospitality, se pravi gostinstvo in to nekaj za mene, ker pač res rada delam. Pa kar se tiče tujih jezikov, spoznavanje kultur, tako da sem se vpisala na turistično gostinsko šolo na Bledu zopet in je bila super odločitev in potem sem šla v neko akcijo za nekimi izkušnjami, da jih dam na svoj CV oziroma življenjepis. In je bila Amerika, potem Nova Zelandija. In kot si rekla, nisem vedela še na začetku, kje se bom našla. In sem si postavila cilj, ne vem še, kje se bom našla, sem pa na poti, da raziskujem. In kamor me bo vodilo življenje, se je tudi zelo težko v tistem momentu zaupati, da te bo življenje nekam pripeljalo, kjer bi mogel biti, ampak takrat sem bila, ne vem, mogoče, ko si mlad, pa še mal si naiven, zdaj ne vem, če bi to zmogla v glavi, tako se bom prišla nekam, zdaj moram bolj imeti trdne cilje postavljene, pa takrat je bilo pa kar tako, pejmo, nekaj se bo odkrilo, pa ni bilo tega toliko socialnih omrežij, da bi bilo toliko nekih mnenj in si lažje slišal svoj glas. Ni bilo tako, ti prodaja tisto, tudi jaz prodajam prek Instagrama svoje, pejte delati v tujino, če to želite in to, pa se marsikdo mogoče najde v temu, marsikdo pa misli, da mora iti, kar mene posluša. Pa tudi vedno pravim, ne, poslušajte sebe, če vam to v srcu pač govori, to je pa nekaj, kar bi šel, pejte, ne pa iti zato, ker nekdo na Instagramu to počne. Sploh se mi zdi, da delo v tujini je pa res ena takšna stvar, ki jo posameznik more začutiti. Poznam veliko ljudi, ki bi zdaj le spakirali pa šli, če bi bilo treba. Poznam pa veliko takšnih ljudi, ki tudi na počitnice nekam daleč ne bi šli, ker pač jim je dovolj, bom rekla, Slovenija oziroma okoliške države. In oboje je prav, pač tisto, kar čutimo, tistemu ne sledimo. Ker verjetno tak, ki ne bi rad potoval, pa bi šel v tujino nekaj, ne vem, po neko kariero ali kakorkoli, bi verjetno močno trpel. Absolutno. In tudi sem imela mogoče že 2-3 kandidate, ki so šli po mojih vsebinah in to so mislili, da bi pa šli recimo delati v Grčijo, pa je potem fant doživel anksioznost in vse to. In jaz skozi svoje socialno omrežje res, tudi skozi podcast in to poskušam komunicirati, da ni vse za vsakega in da res morate poslušati sebe, kaj vam govori srce, ne pa, kar je zdaj popularno. Marsikjer mlad mi tudi reče, jaz imam kar občutek, da moram potovati, pa kar moram v Pariz, ker so vsi tam, pa se slikajo. Ne,
Če je tebi lepo v Sloveniji, ostani v Sloveniji, najdi si tukaj službo, družino si ustvari, to je čist ok, ampak se mi zdi, da se tega premalo zdaj poudarja, poudarja se samo, kam moraš iti, kakšne dizajnerske obleke moraš nositi, torbice in vse to, medtem ko to mogoče je za neko obdobje v tvojem življenju ok, ampak mislim pa, da to ni ravno bistvo življenja. Ne. Kako pogosto pa se na te obračajo mladi, ki so na nekem začetku, da je reči, kariere vplivnežev ali pa bi to radi postali, pa bi iz tega vidika radi šli v svet? A se je to Niti en. To je v bistvu pa kar dober podatek, absolutno. Ne? In sem ful vesela. Pa ne pravim, da je s tem kaj narobe, jaz tudi spodbujam, da če nekdo gre v tujino, zakaj ne bi si na socialnem omrežju nek profil odprl, pa v bistvu malo govoril o tem, kako je, pa kakšne videe snimal, pa to. In tudi zakaj si ne bi dobil neko sponzorsko, neko podjetje, ki bi te pri tem podpiralo, kaj je nek dodaten zaslužek, zakaj ne? Ne pa, da je to glavno vodilo. Ampak ne pa, da je glavno vodilo, pa tukaj res nočem biti preveč krivična, ker mislim, da tisti influencerji, ki so čisto ok, upravljajo svoje delo, mi moramo biti tisti, a to rabimo ali ne. Ampak če ti neke informacije podajaš z res kredibilnega vira in da nekaj daješ in dobro namerno, mislim, da to sploh ni napačno, da si ti prisoten na socialnih omrežjih. Mislim, da je to zelo dobrodošlo. Se ti je kakšna stvar v tujini, ko si delala, zgodila, da te je res zaznamovala, v smislu, da je bilo res izjemno lepo ali pa izjemno težko? Ja, so trenutki. Eden najpomembnejših, v bistvu se sploh ni nekaj pomembnega, ampak se mi je res do konca življenja zaznamoval, ko sem bila v Maroku in sva prišla v neko majhno vasico, Brikšna se mislim, da imenuje kar nekje, do nekih mam, 3 mame so tam živele in bilo je grozno mrzlo, to je bilo decembra, mi sva bile v bundah, v jaknah, ni da ni in vsaka od nas, spali smo na neki kamniti posteli, vsaka od nas je dobila svojo deko in naju je sopotnico toliko premrazali, škrtali sva z zobmi celo noč in one namesto, da bi spale, so svoje deke dale nama, da smo mi dve imeli 3 deke, one so pa brez dek spale in to mi je bilo tako, wow, nekdo, ki ti ne pozna, ki ni tvoja družina, ki ni tvoja kri, je pripravljen spati v mrazu zato, da bo tebi ok. In takrat sem rekla, vsako noč se bom zahvalila za toplo posteljo in res je, vsako noč se še vedno zahvalim za toplo posteljo. Kako so nam kakšne stvari lahko samoumevne, a ne? Sej, ja, pač zgodi se življenje, živimo nek svoj tempo in tako, ampak kako velikokrat se zgodi, da pozabimo na takšne pomembne stvari, ker lahko že nedaleč stran od nas nekdo živi v popolnoma drugačnih razmerah, pa v resnici niti ne rabimo iti v tujino, ne? Lahko se tudi že pri nas v sosednjem kraju zremo ali pa k sosedu. Se ti zdi, da ti je zavedanje o teh zadevah tujina dala še več? Oziroma, imaš kdaj občutek, da ti je zaradi tega vsega, kar si videla v tujini, kdaj težje? V smislu, veš, da ti bolj odpira te rane, kako nekateri živijo, v kakšnih razmerah in tako naprej. Predvsem sem se zelo... Ker se mi zdiš zelo empatična za te zadeve. Ja, preveč. To zdaj sem v enem takem obdobju, ker sem zelo občutljiva, kaj se v svetu dogaja. Ja, absolutno. In na začetku sem se še težje s tem soočala, sploh zato, ker jaz sem vedno potovala, ko sem potovala v dežele v razvoju, v dežele tretjega sveta, kot so Kambodža, Maroko, Laos, kjer je res, pač ljudje živijo v neki revščini, pomanjkanju in tako dalje, ni teh virov toliko. Potem na drugi strani imam kariero v jahtni industriji, kjer delam z najbogatejšimi ljudmi. In ogromno je bilo na začetku neke krivde, kako lahko v bistvu nekateri živijo v takem obilju, kjer res imajo lahko čisto vse na svetu, ker vidiš to na lastne oči. Nikoli ne moreš biti bolj blizu nekemu bogatemu človeku, kot pa, ko živiš z njim, ker ti v podpalubju v jahti živiš, v podpalubju, oni pa zgoraj in ti veš vse o njih, veš njihove preference, veš kako živijo, kako razmišljajo, kaj se pogovarjajo, ti se pogovarjaš z njim. In potem greš na neko potovanje, kot je Kambodža, kjer sediš na pločniku z
otročki, ješ tiste lignjene palčke, ki smo jedli in v bistvu vidiš pred lastnimi očmi, kaj se ti dogaja, ker tam je ogromno pedofilije, seks turizma in prihajajo in vidiš to na lastne oči. Ko v bistvu v Kambodži so družine z 9-10 otroki, jih ne morejo preživljati in zato nekatere deklice potem dajo v seks turizem, da lahko preživijo drugo družino. In potem kar naenkrat si, kje sem zdaj jaz, ne? Tukaj delam z najbogatejšimi ljudmi, kjer morajo imeti vse v nulo in čutiš krivdo pred sebi, potem neko jezo do njih in jezo, zakaj pa te nimajo. In ko si mlad, se težko nekako postaviš, kje pa sem jaz, ne? V tej zgodbi, zakaj je to. Sej, mi vsi gledamo to po televiziji, pa vsi vemo, kaj se dogaja. Ampak ko si pa ti tam dejansko v tem okolju, se mi pa zdi, da se te še bolj dotakne. Ne? Maja, si zaradi teh stvari kdaj poiskala ali pa bila primorana poiskati kakšno pomoč? Ali je bil dovolj pogovor z ljudmi, ki so podobno doživljali kot ti? Ker se mi zdi, da to je res lahko zelo težko za nekega mladega človeka, sploh ni nujno punco, da vidi ta dva svetova, se pravi res ekstrem v eno in v drugo smer. Ti si pa vmes in v resnici si verjetno, ne bom rekla, si želela pripadati malo tem in malo tem, ampak na nek način pa si pripadala, ne, v tistem obdobju. Nisem poiskala pomoči, meni je bilo vedno v neznansko pomoč pisanje. Jaz sem takrat, ko sem potovala, vedno pisala. Tudi zdaj, ko manj pišem na računalnik, pa več pišem na liste, je prav terapevtsko pisanje, kjer res v bistvu daš vse ven iz sebe in meni je to v bistvu tisti ventil, ki ima vsak od nas nek ventil, ki neka čustva predeluje, moj ventil je pisanje. In takrat v bistvu je prišlo do tega, da mi je prav mami rekla, Maja, ti moraš napisati knjigo iz svojih blog zapisov. Bilo so zelo brani, ker takrat blogov ni bilo, še mogli smo na nekem drugem platformu, nisi mogel svojo spletno stran imeti. In potem sem res rekla, bo napisala knjigo. In mislim, da mi je bila ta knjiga eno tako zdravilo, ker sem dala v bistvu kot nekako odpustila vse od sebe in sem si rekla, jaz sem tukaj pač pripadam na nek način obema svetovoma. Imam to neznansko srečo, da lahko v bistvu o tem govorim drugim ljudem, ki mogoče nimajo ali pa si ne želijo iti na take poti. Ampak jaz sem pa tukaj, kjer sem v tem svetu, v Sloveniji, v zahodnjaškem svetu, kako ne rečem, v tem sredini. In lepo je biti v tej sredini. Ne, da si tam, ne, da si tam. Ne. Zdaj, če bi jaz recimo poiskala pomoč pri tebi, dajva reči, da je moja hčerka zdaj že stara 19 in da sem jaz tista prestrašena mama, ki sicer zaupam, ampak sem polna strahov, kako to bo. Ona bi pa tako zelo rada šla v svet. Kako potem to zgleda? Kako se začne takšno svetovanje? S kom imaš več dela? Starši ali z mlajšimi? Z nobenim nimam preveč dela, ker moram reči, da imam zelo super stranke in kandidate, mogoče tudi, ker komuniciram na tak način, da ne zavajam, da ne preveč hajpam zadeve, ampak res na tak način povem, da oni že tako vidijo, ali je to nekaj za njih ali ni. Tako da mame so predvsem me spremljajo na podcastu, Instagramu in predvsem v bistvu za naprej razmišljajo, ko bo nekdo 18-19 let star. Medtem ko mladi je pa predvsem, ko ne vejo, zakaj bi se odločili. In jaz prva stvar, ki v bistvu z njimi razdelam in tudi z mamami je, treba je postaviti cilje in pa namen, zakaj se gre. A ne? Ker potem veliko lažje zožamo ta fokus, kaj želimo, ali hočeš iti v Ameriko kot au pair, ampak tam moraš biti 12 mesecev, mogoče bo prišlo do domotožja, če si nagnjena k temu, ni mogoče fajn, mogoče potem iti bolj v Camp USA, kjer si 2-3 mesece, pa hitro to mine. Nova Zelandija je spet nekaj, kar ni organiziran program. Moraš biti že postavljena oseba, ker moraš pa ti tam iskati delo, si urediti vizo, noben ne bo to naredil za tebe. Jahting je spet druga stvar, ki je vse v lastni režiji, ogromno neke investicije, časa, tečajev, denarja, tudi preden sploh prideš do neke službe in mora biti nastavljena kot kariera. Ne moraš na jahto delati za eno poletje, kjer je škoda tvojega časa in dela in tečajev, ki jih moraš narediti za to, da postaneš nekredibilen za delo na jahti. Tako da najprej je vedno, kaj želimo od tujine, ali je to, da dobimo neko novo izkušnjo za življenjepis, ali je to znanje tujega jezika, ali je to, da želimo samo, ne vem, neko zimo preživeti na toplem, ali si želimo ustvariti kariero digitalnega nomada, potem
je spet nekaj drugega. Za tiste, ki morda ne vejo, kako bi opisala digitalno nomadstvo oziroma kaj počne človek, ki se za to odloči? Marsikdo misli, da je digitalni nomad dejansko poklic, ampak to je način potovanja in dela. Spet način dela v tujini. Evo. In digitalni nomad je pravzaprav nekdo, ki lahko dela remotely oziroma nadaljavo ali preko nekega podjetja, kjer je zaposlen, ali je pa zaposlen, samozaposlen. In potem lahko namesto, da je v Sloveniji, potuje ali pa gre, ne vem, za 3 mesece živeti na Tajsko, pa potem 3 mesece, ne vem, v Nepal in na tak način spoznava svet, s tem, da služi preko računalnika največkrat. Ne. Zato morda spet ne, da koga želiva pretirano navdušiti, ne, po zdravi pameti naj se vsak presodi, ampak jaz lahko iz lastne izkušnje izhajam, da zdaj, ko je hčerka že v šoli, pa ker imam sicer večino dela takšnega, da bi ga lahko tudi za kakšne pol leta delala drugot, da pa nazadnje, ko smo bili majčkeno okrog, da sem pa dobila mal ta občutek, škoda, da nismo v času njenega vrtca ali pa v času porodniške pa res izkusili kaj takšnega. Ne? Sej, potem se že vsak pri sebi mal potolaž, zakaj je to tako moglo biti in tako, ker seveda, ko je pa otrok v šoli, se tudi še da in veliko ljudi to vseeno naredi in potem otroci v tujini obiskujejo šolo in tako, ampak spet je potem tukaj stvar posameznika, da dovolj pozna svoje otroke, kaj bi za njega to pomenilo. Ne? Ko so enkrat toliko stari že, takrat se mi zdi, da je pa potem to spet eno veliko vprašanje, ali upam vse to zamenjati, kar imam doma, pa iti po nove izkušnje. Ja, jaz zelo težko o tem govorim, ker ne vem, kako bi se odločila, če bi bila v tej situaciji. Poznam obe strani, vse imamo tudi nekaj vplivnežev, ki so v tujini, pa z otroki in imajo upisane v šole. Ogromno si jih pač na tak način šola, kar je okej. Ja, na nekem takem precepu smo, ne? Tudi šolstvo šolstvo se spreminja. Zdaj že vidimo te prve modele umetne inteligence, inštruktorje, ki učijo, ne? Imamo tudi fantastično podjetje Astra AI, ki v bistvu uči to matematiko in zdaj še druge predmete. In jaz dostikrat o tem razmišljam, mogoče pa je to prihodnost, da nas bojo te modeli učili oziroma naše otroke, ne? Prilagojen način, personaliziran, pa mi lahko živimo praktično kjerkoli. Zakaj pa ne? Ampak do tega je še nekaj časa, ne? 50 let. Zdaj pa se veš, da morava iti še jahtingu, a ne? To je tako, kot si že omenila in tako, kot lahko tudi preberemo ali na tvoji spletni strani ali pa vmes kakšne objave na socialnih omrežjih. To je bilo 10-letno obdobje, ki je bilo precej drugačno od življenja, ki si ga živela prej in verjetno tudi življenja, ki ga živiš zdaj. To so, ko rečeva, delo za res bogate ali pa najbogatejše ljudi, če lahko tako rečem. To ni jahtica, ne? To govorimo res o jahtah. Kako velike razsežnosti to so? A so to nam sploh predstavljive stvari? Jaz mislim, da ne, da še zmeraj marsikdo, ko vidi neko jahto, ja, to je tam, ne, malo imaš neke hostese, ki tam strežejo pijačo. Zelo v bistvu je malo informacij o delu na jahti in marsikdo, ko je prvič slišal, da jaz delam na jahti, je rekel, na križarki, ne, ker sploh v bistvu nimajo da je križarka nekaj drugega kot jahta. In pa to se imenuje, da si stevardesa na jahti. Ne? Aha, tudi stevardesa. Ja, tako je. In marsikdo takoj to poveže z stevardeso na avionu, ki dejansko pač streže hrano in pijačo. Medtem ko je delo veliko več kot to, ti si dejansko tam menedžer, ti si vsak dan mogoče na drugačni lokaciji. Mediteran je praktično lahko, Sredozemlje je tvoje, ne vem, delovno mesto, en dan si v Albaniji, drug dan si v Španiji, 3 dan si v Grčiji. In ti, ko delaš na vseh teh različnih lokacijah, moraš imeti kontakte za nabavo, za kapitan mora imeti za sidrišča, za marine in pri njih je pa še tako, gostih, da ni itinerarija, tako kot je na križarki, ampak dejansko včasih zjutraj izveš, kam boš šel. Ne? In moraš ti v enem parih minutah, parih urah zorganizirati celotno pot. Ne kot stevardesa, to so bolj
potem kapitani, chief inženirji in tako, stevardese pa tisti del, kaj bojo jedli, kaj bojo pili, kje jih bomo poslali na masaže, k frizerju, kjer ga DJ-ja bomo organizirali za zabavo in tako, ne. A pa je recimo, zdaj se veš, ne predstavljam si najbolj, kako stresno na nek način tudi to delo mora biti, ker seveda, tako kot si rekla, če zjutraj izveš, kam sploh greš, nimaš veliko časa za vso organizacijo, pa verjetno je tudi veliko zahtev, ne? Verjetno, če oni rečejo, zdaj pa danes gremo pa tjale, oni bi samo radi tja šli, verjetno velika večina niti ne ve, kaj bo tam doživela in zdaj je na tebi verjetno ta odgovornost, da jim potem tam narediš neko doživetje. Ali so to že zahteve? Se pravi, da oni rečejo, hočemo iti tja in tam hočem iti na masažo in danes, ne vem, bi rada pedikerja in koliko je tega, da imaš proste roke in koliko je teh zahtev? To je zelo dobro vprašanje, ker marsikdo si misli, karkoli bojo oni rekli, to mora obveljevati. Ampak ponavadi je tako, da zato jaz vedno komuniciram na tak način, da je treba delati na dobre jahte. Kaj pomeni dobra jahta, ki je pod nekim menedžmentom jahtne agencije, kjer imaš ljudi na obali, ki menedžirajo to jahto, ki pomagajo pri tem, ki skrbijo, da so vsi varnostni procesi on point in tako dalje. Ki imaš neko osebo, kateri lahko prideš, jo pokličeš, če se kaj dogaja na jahti, kar se ne bi smelo dogajati. Če greš pa ti delati na neko jahto, ki je sama po sebi, tako v bistvu lastnik jo ima, on jo nekako upravlja, se pa lahko na tej jahti dogajajo marsikaj. In če pa greš res na neko vrhunsko, v bistvu kvalitetno jahto, ki ima tam management, je pa tako, da so potem tudi malo boljši kader, od kapitana do glavne stevardese, do interior managerja in tako dalje. In so gostje, mogoče ti, kot delaš s tako klientelo, moraš biti tudi v sebi postavljen tako, da oni morajo začutiti, da si ti tam avtoriteta. In to je pri teh ljudeh zelo težko, ker že sami oni mislijo sami po sebi, da so avtoriteta, ker na nek način so, ker so v svetu tam, kjer so in moramo to nažalost spoštovati. In ti kot neka, ne vem, Maja iz Bleda, ne, iz majhne Slovenije, moram tam postaviti neko avtoriteto, da jim ni vse dovoljeno, ker je marsikaj je moja odgovornost, da če oni tam imajo žurko ob 2-3 po noči, mi smo na crossingu, to pomeni, da plujemo, ne vem, na Korziko. Ko jaz rečem, ne pije se več alkohola, ali ko, ne vem, kapitan reče, zdaj pa dosti in morate spati, ali pa ste tukaj v loungeu in lahko samo še govorite, morajo oni to spoštovati, ne glede na to, da imajo oni milijarde in kakorkoli, ker če se njim kaj zgodi, ne bojo oni prevzeli odgovornosti ali pa bomo mi mogli prevzeti odgovornost, ker mi proti njim ne moramo nič. Ne. In to, da to avtoriteto vzpostaviš, je zelo težko in ni vsak za to. Ne. Ampak verjetno to so neka šolanja prej, neki tečaji, kjer verjetno predno stopiš lahko in nastopiš s tem delom, te verjetno tudi to mečka naučijo, ali ne? Ali je to potem od vsakega posameznika odvisno? Te mehke veščine se ne učijo. To je res od vsakega posameznika, zato je na neke višje funkcije, vodstvene funkcije, kot recimo glavna stevardesa, purser, interior manager, pač potrebno nekaj let, da prideš do tega, ker rabaš toliko izkušenj, tudi do kapitana ponavadi, ne vem, 10 let potrebuješ, da prideš do te funkcije, ne. In skozi te izkušnje se učiš, ne, tudi te avtoritete oziroma postavljanje meja, kaj je dovoljeno, kaj ne. Tako da, ja. Ko si pa omenila, potrebna so pa tečaji oziroma certifikati, preden sploh vstopiš na barko, kjer pa rabiš se naučiti in požarno varnost in kaj se sme, kaj ne, kako deluje barka. To so pa pomorski tečaji, ki jih moraš narediti. Ja. Tako kot te poslušam, si mislim, da to je res verjetno največja šola, ki si jo lahko za življenje dobila, ker ne samo avtoriteta, mehke veščine, verjetno tudi veliko, tako kot si sama omenila, veliko situacij, ki so lahko bile prepovedane, pa si velikrat verjetno bila ti tista, ki si mogla potem ne prevzeti odgovornost, ampak prevzeti v smislu vajeti v roke in reči, ne, zdaj bo pa tole se končalo. Ne. Po drugi strani pa spet, tako kot si rekla, ne, imeti občutek, da to počneš finančno tako velikim ljudem, ampak ta finančna velikost ni vedno nujna, da so tudi v resnici zaradi tega lahko veliki. Ne. Ne, moram pa reči,
da v vsej svoji karieri sem pa res imela odlične goste. In zdaj ne vem, ali sem jaz toliko v bistvu potrpežljiva, oziroma sem toliko rada imela to delo in pa marsikaj spregledaš. Ampak jaz sem res uživala med delom in predvsem opazovala ti ljudi, kaj se pogovarjajo iz vseh različnih, ne vem, spektrov, ne, od modne industrije do kraljevih družin, do Hollywooda. Tako kot sem rekla, od modne industrije, modnih agentov, dizajnerjev, modnih oblikovalcev, do kraljevih družin, do Hollywooda, in pa tudi teh v bistvu podjetnikov velikih, ne, ki v bistvu nihče za njih ne ve, ne, pa so velika podjetja ustanovili, pa nihče je o njih ne ve. Si se kdaj razgovorila in razpisala v kakšnih strankah, za katere si delala, v smislu se veš, zdaj moram malo povrtati pa reči, ta Hollywood se nam tako zdi, a ne, atraktiven. Morate podpisati? Ja. Aha. Podpiše se NDA, pogodba o molčečnosti. Kjer pač res ne izdajaš nikakršnih podatkov, Verjetno niti s kom si, ne? Ja. Ker potem marsikdo tisti mladi, ki pridejo v industrijo, pa še nimajo tega občutka, pa potem taksistu razlagajo, da je Jennifer Lopez na jahti in to, potem imaš pa novinarje in to. In zaradi tega si lahko odpuščen, ne? Ker oni želijo imeti privatnost in ti si tam, da jim zagotoviš privatnost. In se ne govori, ali pa mi smo bili na barki, pa je nekdo rekel, da je na naši barki, ne vem, Jennifer Lopez in smo imeli, ne vem, 10 različnih čovnov okoli naše barke. A je res Jennifer Lopez tukaj? Ne, ni. Ne vem, kje ste to slišali, ni, ne. Kdo pa je takrat bil? Nihče, nekaj ful znano. Nisem delala za tako splošno znane, ampak so bili pa zelo pomembni in si rabo malo več znanja imeti, da veš, za koga gre. No. Zdaj bom rekla, da si tudi dobra, da si dobra pri diplomatskih odgovorih, ker ne vem, ali nočeš iti bolj v podrobnosti. Se pravi, zanima me, veš, kaj bi rada? Rada bi zvedla ta vidik v smislu, ok, postiva zdaj, kdo so te ljudje gor, a ne? Ampak, tako kot si rekla, z njimi se pogovarjaš, z njimi se družiš. Prepričana sem, da so se dogajale vmes tudi situacije, ki si rekla, pa ne, moram verjeti, kraljeva družina pa takole. Ali nisi nikoli bila presenečena, šokirana nad mogoče obnašanjem, vedenjem teh ljudi? Ma ne. Pa si pa res verjetno imela tako fajn ljudi. Res, pa zdaj prav mogoče so bile 2-3 situacije, ampak niso bile, ne vem, toliko šokantne, da bi jaz rekla, wow, ne. So to vseeno ljudje, ki cenijo potem ljudi, ki so gor za njih? Ali si imela kdaj občutek, da, zdaj bom tako po domač rekla, v smislu, da mislijo, da te lahko kupijo? Jaz osebno ne, ker sem si preden sem šla v jahtne rekla, kadarkoli se bom jaz počutila, če bom dobila občutek, da sem tam kot neka sužnja oziroma da lahko z mano delajo karkoli, bom jaz tisto jahto zapustila. In tako sem nekako tudi to svojo avtoriteto zgradila, da meni nikoli ni bilo nekaj težko nekomu reči, to ne smeš delati, ali pa na lep način, seveda to zelo lepo poveš, ne, da on v bistvu misli, da ti res za njega samo dobro hočeš, ne. Samo zaradi tega, ker sem vedno imela to v sebi, tudi če bojo oni potem rekli, če tega ne smejo delati ali kakorkoli, potem te pa odpustijo, bom jaz, ok, to sem naredila zaradi sebe. Tudi če sem nekomu nekaj povedala, rekla, da se tega ne dela oziroma da se to ne sme, ker smo pač tukaj mi za njihovo varnost, pa bo on rekel ne, potem pa zamenjajte njo, bo neka druga pršaka bo pa dovolila. Sem bila jaz, ok, bi bila ok, nikoli ni prišlo do te situacije, ampak jaz bi bila ok s tem, da grem. Ker nikoli si ne bi pustila, da bi tam potem trepetala, kaj bo zdaj, ker lahko se zgodi res 100 stvari, lahko pade nekdo v vodo, 3% šanse je, da te najdejo, ko je man overboard, ne? Sploh po noči pa pozabi na to. In nihče ne bo odgovarjal od njihove družine, ker oni imajo za sabo odvetnike, ampak bo odgovarjala posadka. In ti lahko ne samo, da do konca življenja kariero zaključiš, ti lahko pristaneš v zaporu. In jaz sem vedno imela to v mislih in nikoli mi ni bilo težko se postaviti, ker tudi če zaradi tega, da se postavim, moram odideti, je meni ok, kot pa da bi jaz tam trpetala in
zaradi tega mogoče ni nikoli prišlo do situacije, ko bi se počutila, no. Da bi me ali izkoriščali. Je pa tako, da jaz sem res delovna in rada delam in marsikdo ne bi toliko delal, pa bi se že zaradi tega, ker more toliko delati, ker to je delo 18 ur na dan. Ne? Ravno to sem še želela izpostaviti, da si ne bo kdo predstavljal, no se to 8 ur mal delaš, pa se greš pa z njimi mal kopati, pa z njimi greš na večerjo, pa tako naprej. Pač ne. Ne, pa tudi ne greš z njimi na večerjo. Oni so tam na svojih počitnicah, se kdaj zgodi, ko delaš za neko družino, ker res delaš več let, ne? Pa si potem že res kot nek inventar, bom jaz temu rekla, na jahti in te poznajo osebno, poznajo tvojo, ne vem, družino, prijatelje, partnerja, povabijo te, ne? Greš z njimi kdaj na večerjo, greš se kopati z njimi in to, ni pa to nujno posod in vedno, a ne? Tako da ja. Kraljeva družina, za njih si tudi delala, je pri takšni družini zelo drugačen pristop njihovih počitnic ali ne? Predvsem je tukaj kraljevski protokol, ki mu je treba slediti. In ogromno je ljudi, ki pride z njimi, to se imenuje entourage, ne vem, kako je to v slovenščini, ko pride medicinsko osebje, security, se pravi varnostniki. In pri njih je tako, da v bistvu na barki, kjer je družina, so potem zraven še support boat, to so pomožne barke, kjer je na eni barki medicinsko osebje, na drugi barki varnostniki, na tretji barki, ne vem, ljudje, ki samo poskušajo hrano, preden jo oni poskusijo, da ni ali zastrupljena ali kakorkoli. In tukaj je treba različno samo zato, ker je veliko bolj kot neko, rečem, v vojski, ne, ko točno moraš organizacije točno moraš vedeti, kaj se dela, kdo kaj dela, kaj se sme reči, kakšni so nazivi, kako jih nazivati, kako nazivati vnuka od emirja ali kralja ali kakorkoli, kako, ne vem, sestrično, kako je ta, ne, moraš vedeti, pa točno moraš vedeti, kakšne so njihove preference, se pravi točno, kaj jejo, kdaj jejo, kako je kava narejena, v kateri šalčki se postreže, ponavadi imajo svoje ljudi, ki jim posebno pripravljajo kavo, posebno popravljajo čaj po njihovih standardih in tako. Tako da je veliko večja organizacija in da to poteka še na morju, je potem še večja, ko ne rečem, težava, ker je treba potem vse barke prepeljati. Prišlo je tudi do tega, da so potem začeli graditi barko za vse njihove, ne vem, avtomobile, ki je bilo, ne vem, 50 avtomobilov, ki je pač ta entourage treba spremljati in so, ne vem, neki tanker trajekt spremenili v ta support boat, kjer se lahko vozilo pač tudi te njihove avtomobile. Ne. Koliko pa pride do nesoglasja recimo med posameznimi posadkami, ker to ste le toliko časa skozi skupaj in trenja zagotovo so, če ne drugega, že kdaj kdo z levo nogo ostane, ne? To je bilo meni najtežje. Niti ne delo z njimi, z gosti, to mi je bilo najlažje. Ko pridejo do dela z gosti, je to najlažje. Najtežje je živeti z nekom, ki ni tvoja družina, ni tvoj partner. Ti živiš v podpalubju, v neki kabinici z neko sostanovalko, sodelavko. In po 18-urnem ali pa rečva 16-urnem delovniku ne prideš domov k svojemu partnerju, ker se pač ne lahko sprostiš in to, ampak spiš z nekom v kabini, ki ni tvoj, ne vem, družina ali kakorkoli, mogoče se niti ne marata, pa prvo zjutraj, ko ostaneš, pač zagledaš njeno ali njegov obraz, mogoče se pač ne ujameš, ne. In ne moreš po službi recimo iti na pijačo, na kavo s prijateljico, pa vsem podebatirati, pa se mogoče malo sprostiti, ampak je res tukaj, da moraš pri sebi stvari premlevati oziroma dati ven, fajn je, da se ukvarjaš s kakšnim športom oziroma greš na sprehode takrat, ko greš lahko. Pa še to je, ne, na majhni površini živiš in pa z različnimi nacionalnostmi, narodnostmi. Ne. Ti na eni površini lahko z 10 različnimi narodnostmi. Nekdo je iz Nove Zelandije, nekdo iz Amerike, jaz sem iz Slovenije, nekdo iz Hrvaške, nekdo iz Nepala, recimo. In vsak ima svoje načine, navade, ampak ti pa moraš biti toliko pri sprejemu kompromisov in da nisi samo ti, ampak tukaj smo pač neka skupina, ki mora delovati najbolje, kar lahko in ustvarjati neko pozitivno energijo, ker tudi gostom hitro, če so neka nesoglasja. Se čuti verjetno, absolutno. In bolj, ko se ti usklajen skupaj, delaš skupaj na neki cilj, ponavadi je to super na čarterjih, ki so še v igri napitnine in so dokaj bogate in ko vsi imamo tisto, bomo vsaj napitnine dobre dobili, ne,
In potem vsak dela najboljše, kar lahko dela, in smo vsi veseli in srečni. Tako. Tudi plače so temu primerne, ne? Ja. Verjetno je zaslužek zelo dober, ampak tako kot sva rekli, ni pa to delo za vsakega, ne? Ni delo za vsakega, ni delo za samo eno sezono, to res mora biti tvoja kariera, tukaj pol res v bistvu moraš sprejemati ogromno nekih žrtvovanj, ne vidiš svoje družine, ne vidiš, posledično ne moreš nekega partnerstva razviti. Si se kdaj zaljubila? Ja. Tamle je v občinstvu. To je ljubezen z jahte, lahko rečemo. Ja, naslov za knjigo. Ja, absolutno. Tako. Ja. Je pa veliko tudi parov, ki pa skupaj poiščejo delo na jahti. No? Ampak čakaj, to pa vseeno potem, zdaj pa moram to malo povrtati, hvala, ker si to delila. V redu, zaljubita se, sta na isti jahti, ampak to ne pomeni, da sta potem še naslednjih 5 let skupaj na isti jahti. Lahko. Ja? Aha, to so lahko v bistvu permanent contracts, kako je to, se upravičujem, ker uporabljam toliko angleških izrazov, ampak v slovenščini marsikaterega izraza ni. Tudi ni, ja. Ampak to je recimo stalna pogodba, evo. In si lahko na barki so tudi kapitani, glavne stevardese po 10-15 let, ne, z istimi lastniki bark, če so seveda zadovoljni s svojimi pogoji, plačo in tako dalje. Vidva sta bila dlje časa skupaj? Ne, samo na enem kratkem kot rečem, čarterju oziroma izletu z gosti. Jaz sem prišla v bistvu samo malo pomagati na barko. Tako. Ker jaz dejansko nisem toliko delala te stalne pogodbe, ravno zato, ko sem že prej omenila, sem imela domotožje, vedno sem si tudi postavila cilj, da ne bom celotno leto samo delala, ampak si bom od 3 do 4 mesece vzela za potovanja, za svoje tiste stvari, ki jih rada delam, kot sem rekla, ne vem, napisala sem knjigo, predavala, tiste, ki me res izpolnjujejo od znotraj. Tako da sem večinoma delala sezonske pogodbe in pa relief pogodbe. Relief pogodbe so, kot ti nadomestiš nekega člana posadke, ko gre ta ali na bolniško ali na v bistvu dopust in potem oddelaš mesec, 2, odvisno, lahko tudi en teden. In te pogodbe so načeloma malo bolj plačane, je pa to nestabilno, ne? Bolj si kot freelancer, ne? Kot te Ko v bistvu ne veš, kam bo šel in s kom bo šel. Ne? Ja. No, in tako si prišla pomagati in ga spoznala, se zaljubila in potem sta kaj skupaj rekla, zdaj pa dost. Potem je bila življenjska situacija, ki je v to prisilila. Ja. Aha, da sta končala s tem delom. Ja. Čeprav jaz sem že takrat začutila, da je to, no? Da sem vse nekako doživela v tem svetu, kar sem želela, se naučila, ker sem se, zadnja pogodba je, da smo v bistvu dali na launch, ali kako se to reče, se pravi, neko novo barko za kraljevo družino, povsem custom made po njihovih, sicer je bila ta malo manjša, za dnevne izlete, popolnoma notranje opremali, oblikovali in tako da sem bila pri tem projektu in sem rekla, tukaj bi pa rada zaključila to svojo pot. Da bo to pika na i. Ja. Pa se še kaj vračaš k temu poslu? Se pravi, da se še nič. Zadnjič je bilo... Te je bilo kdaj strah? Ker to je definitivno način življenja. Te je bilo strah, če boš to preveč pogrešala? Predvsem prvič je bilo malo se moj ego s tem poistovetil, ne? Kdo pa sem jaz, če nisem tista Maja, ki dela na jahta, glavna stevardesa in to. To je bilo nekaj, ja. Drugič je bilo, kaj zdaj potem, ne? Ogromno posadke, ima potem vprašanje, kaj pa potem, ne? Ti imaš ogromno izkušenj, ki so res zelo edinstvene, posebne. Ampak kaj z njimi narediti naprej? Kam potem delati, ne? Marsikdo se potem zaposli v jahtni agenciji, kjer rekruta posadko. Nekateri grejo v private service industrijo, to pomeni, da delaš v privatnih rezidencah, ker je enaka varianta kot na barkah, samo da si v privatnih rezidencah, privatnih domovih, ki so tudi, marsikdo si ne predstavlja, da so to tudi dvorci, ne samo tiste vile, ki poznamo, ne vem, v Hollywoodu, tisti Hollywood mansions, ampak so tudi dvorci in rezidence, kjer živijo. In tudi za te rezidence se iščejo in butlerji, private šefi, se pravi zasebni kuharji, vozniki, pač ni da ni housekeepers, house managers, tako da to tranzicijo naredijo. Pri meni je bil problem, ker sem iz tega dela, ne, Slovenija, Hrvaška, zdaj živim na Slovenijo, Hrvaško, da teh rezidenc ni veliko, ne, to so ponavadi London, Pariz, Hollywood, tako da sem potem šla se izobraževati za 6 mesecev v Pariz, za to delo v rezidencah.
In še vedno ostaja moja želja, da bi neko rezidenco pa vodila tukaj na Hrvaškem. No, v bistvu v tem. Se mi zdi, da bo veliko ljudi oziroma te klientele začelo prehajati v te konce. To je moja predikcija, no, na nek način. In kako si že rekla na začetku najnega pogovora, treba si zastaviti cilj, tako da lahko rečeva, da je to mogoče nek cilj, ki mu zdaj sledita verjetno oba, ne? Ja, jaz sem vedno razcepljena na dva dela. Ena strast je seveda moje pač to delo v luxury hospitali, luksuznem gostinstvu, kako bi to prevedali. Drugi del je pa ta ustvarjanje zgodb. Tudi sama sem vodila podcast, pisala knjige, bi pa želela še na tem področju veliko več narediti. Tako da v bistvu sem vedno na dveh stranih. Nikoli nisem samo na enem terenu, ko ne rečem. Prej si rekla, da je imel tvoj ego majčkeno težavo po zaključku, v smislu, kdo je zdaj Maja tukaj doma. Če mi zdaj recimo res tako, da pogledaš recimo vase in iskreno odgovoriš, bi si kdaj želela pa ne imeti toliko denarja, kot ga imajo oni, ker to verjetno res so, tako kot sva rekli, razsežnosti, da si jih niti ne znamo predstavljati. Ampak te vseeno ta svet nekega obilja vleče, ker si ga bila toliko navajena v teh 10 letih, da če bi zdaj recimo rekla, ok, čez 20 let bi pa rada živela ne tako, ampak res lagodno. Ali si vseeno toliko ena taka, bom rekla, avanturistična duša, da pa ti ta finančni, materialni svet vendarle ne pomeni toliko? Kako bi sebe lahko glede tega opisala? To je tudi dobro vprašanje. Pa bom tako odgovorila. Marsikaj sem izkusila ravno med delom na jahti, ker res tudi pač ješ vrhunsko hrano, od Michelin Star Chefs in tako dalje. Vidiš najlepše kraje, marine. Ampak jaz se vedno vprašam, kaj mi v življenju največ pomeni trenutno. Meni največ pomeni mir, da v sebi čutim mir, da imam svoje prijatelje, družino, partnerja, da imam neko stabilnost, da imam dom, da imam to svojo jogo, zdravo prehrano, da lahko vsak dan pogledam na morje, da imam to sonce. Zdaj, ok, če bi mi za to še nekdo dal nekaj milijonov, ne bom rekla ne, ampak ne vem, če bi se drastično ta moja, da bi se moje počutje drastično spremenilo. Mogoče v tem smislu, da mi nikoli več ne bi bilo potrebno skrbeti, ali bojo plačani računi, ali moram spet nekaj novega naročnika iskati, ali bo prišla neka nova pogodba ali ne. To bi se mogoče sprostila, ampak toliko sem prepotovala, toliko sem videla, in v deželah v razvoju ta del sveta in v tem bogatem svetu, da mi ni, da bi zdaj rada še več raziskovala, pa še to videla, ker sem že veliko videla in vem, da še verjetno nekaj bom. Tako da ne bi rekla, da bi si želela za nekega res ekstra luksuza. Mislim pa, da se noben ne bi branil kakšne take vile. Ampak jaz sem tudi vedno to rekla, da bi zdaj pa želela imeti neko tako vilo in potem moraš za to vilo skrbeti. Jaz sem zelo rada, da je čisto, da je vse to. Potem imam vsaj še toliko financ, da lahko plačam točno to. Ker da si pa ti želiš pa 3 avte, pa to je vse treba skrbeti. Več materiala, ki imaš, pa to se kvari, pa je treba to voziti. Zato pa ti ljudje, ki so bogati, imajo ljudi, ki za njih to delajo. Pa potem pridejo ljudje, ki hočejo ti, ne vem, ta denar odvzeti. Ali pa ti v kakšno poslu. In spet ogromno nekih drugih težav pride, ki jih mogoče sploh ne veš, da bojo prišle. Da lahko pridejo, ne? Ja. Koliko se ti pa zdi, da si takrat lahko opazila prisotnost plehkosti? Se pravi, veš, mi imamo velikokrat prepričanje, da te ljudje nimajo res pravih prijateljev, da je tukaj zelo veliko nekih interesov, kje bo kdo lahko zraven, ne, kje je prišel za to, da bo imel korist in tako naprej. Koliko si ti lahko tega občutila med temi ljudmi? Ja, kot sem jaz občutila, mislim, da je zelo veliko tega. Plehkosti. Da so lahko tudi zelo nesrečni te ljudje, ne? Ja, da nikoli ne veš, zakaj je nekdo s tabo, ne? Ker ti prijatelja spoznaš takrat si na dnu, ne? Pa partnerja, pa družino, ne? Kdo ti bo pomagal takrat, ko si res na dnu, ko nimaš ničesar, kdo bo vstal, ne? In marsikdo potem uvidi, da je to zelo malo ljudi, ki ostane s tabo, ne?
Medtem ko si ti v bilju, pa imaš vse, pa vsem častiš vse, pa ga pripeleš na jahto. Sej, vsak mu je to super, ne? Nihče ne bo rekel, ne, jaz pa ne bom šel danes za en teden na jahto, kjer te pedenajo. Sem pa ogromno, jaz sem veliko za družine delala. Koliko je razdrtih oziroma uničenih odnosov? Oboje je. Nekatere to res poveže in so res družinsko pridajo, nekateri pa vidiš, da so vmes noter, sploh če je kakšna žena poročena v neko bogato družino, ali pa tudi moški, so bili tudi moški, ki so poročeni v bogato družino, pa to so čisto drugačne dinamike, no? Pa so kakšne spletke, pa kdo bo kaj dobil, pa kdo je ta glaven, pa kdo ni. Tako da, ampak jaz mislim tako, da ni zdaj od denarja odvisno, kakšen človek si ti. Že večkrat je bilo rečeno, denar te samo naredi takšnega, kot ti že si navznoter. Samo prikliče to na plano, ko ne rečem. Maja, kako je pa s prepovedanimi substancami na takšnih jahtah? Zdaj sprašujem te to zaradi tega, ker se mi zdi, da pač to je res, se pravi, ko so oni sredi morja, konec koncev nihče jih ne vidi, vi kot posadka morate, tako ste podpisali, da boste tiho vsem skupaj in tako. Koliko je pa takšnih bilo pripetljajo, ko si mogla pogledati stran? Ker se mi zdi, da si človek, ki ne bi to lahko kar gledala in se nasmihala in joja, vi kar. Pred mano nikoli, tudi oni se skrivajo. To so potem mogoče tiste punce, ki bolj delajo v housekeepingu, se pravi čistijo, oziroma jaz sem bila vedno bolj v strežbi in pa v tej menedžerski vlogi v organizaciji. In ko greš, ne vem, ko so šle za nekomu počistiti WC oziroma kopalnico, se mogoče kaj vidi. Ampak o temu nekako nihče ne govori. No. Je pa tako čisto iskreno prisotno ogromno droge tudi med posadko. Ker marsikdo ne zmore 16-18 ur vsak dan delati, to je tudi 3 mesece včasih brez prostega dneva in potem poseže po temu. Ne. Tako da morda tudi to pomembno opozorilo za tiste, ki se odločajo ali pa spogledujejo s takšno idejo, da je res treba biti previdena. Ne? Ja, plus zdaj so ogromno teh testiranj, tako da zdaj, ko se gre na drug testing in to se takoj vidi, kdo ima v sebi te substance, kdo ne. Kar se pa tiče, se pravim, jaz sem veliko delala in za ali kraljeve družine, ali pa za družine na splošno in tam je malo drugačna dinamika, ni bilo teh žurk. Jaz sem zelo malo delala na teh žurerskih nekaj, mogoče sem imela 2 čartere, 3 čartere, ker so res je žurirali, pa je bilo tega alkohola, pa to, pa še to ne toliko, ne. Medtem ko te družine pa res pridejo, da skupaj preživijo čas, da gre obiskat mesta, da v bistvu igrajo družabne igre, gledajo film, so tudi kinodvorane na večjih jahtah, ne. In je totalno drugačna dinamika, ampak jaz sem se zato namensko odločila, da želim za take jahte delati, ne, kjer so bolj umirjene stvari, ker tudi sama ne konzumiram alkohola, tudi v svojem življenju sem ga zelo malo in imam zelo s tem probleme, ko nekdo konzumira alkohol, ko je na delu in ko je mačkas naslednji dan in sploh, ko sem bila v menedžerskih vlogah, ko sem videla, da nekateri ne morejo funkcionirati, ker so bili prejšnjo noč, ne vem, ne govorim o gostih, ampak o posadki, sem zelo tako striktna pri temu, no. Tako da sem potem namensko se odločila, da raje delam za tudi bolj, ne vem, arabske narode, ki imajo prepovedan alkohol in sem se potem tukaj našla, ali pa za družine, ki res ne pridajo z namenom, da bojo zdaj žurali, ampak ok, polka grejo otroci spat, starši popijajo koktel, 2, viski, kakorkoli, ampak ni pa zdaj teh norih žurk, ne. Ker tudi sama, pač jaz sama sebi rečem, da sem malo dolgočasna v privatnem življenju, bolj me zanima joga, meditacija in tako pisanje in nisem nekaj, da bi ven hodila preveč. Tako da sem tudi na tak način iskala pogodbe, da bi bolj za umirjeno klientelo delala. Tako kot sem rekla na začetku, 1 ura bo premalo, še bi lahko te spraševala in se pogovarjala, ker mislim, da res je to, to je res ena taka tema, tvoje izkušnje so res na nek način neprecenljive in upam, da bomo lahko o tebi še veliko slišali na raznih, ne vem, predavanjih, delavnicah, karkoli. Zdi se mi res prav, da mladi dobivajo
informacije lahko iz prve roke, se verjetno vas je več takšnih, tudi iz Slovenije, ampak vendarle, da tisti, ki ste, da ste glasni za to, da se mladi lažje odločajo in da ni potem veliko takšnih primerov kot jaz, ki rečem, ker smo zamudili tista leta, ki bi lahko šli. Ja. Ampak vsi imamo nekaj obžalovanja, se tudi meni kdaj žal, pa se nisem tistega lotila, ali pa joj, pa sem imela šanso. Tako da obžalovanja so mogoče tudi nek del življenja, nekaj si nismo uresničili, ampak to ne pomeni, da si lahko ne bomo pa mogoče v prihodnosti. Ne? Ali pa v naslednjem življenju uresničimo bolj to. Maja, najlepša hvala, ker si prišla. Vem, da je verjetno na teh tvojih popotovanjih se veliko spreminjala tudi sama dinamika, nekje si bila lahko bolj umirjena in nekje si bila lahko bolj aktivna in delovna. Samo še za konec mi povej, kakšna je trenutno tvoja dinamika, si nekje vmes? Zdaj večinoma časa preživim v Dalmaciji, tako da sem kjer si zelo na počasa, kjer je zelo na easy in kjer moraš biti, ker če si preveč, tako da to je v bistvu mogoče malo kar... Kje točno v Dalmaciji? Makarska. Aha. Ja, srce Dalmacije, za tiska ne ve. Tako da zelo umirjeno. Se že Dalmatin smejiva v zadju, ne? Tako je, ja. Potem, ko pa pride pomlad, poletje, pa tudi Dalmacija gre v akcijo, tako da takrat grem tudi jaz v akcijo. Tako da sem bolj aktivna. Nekako sledim tem naravnim ritmom, ko se, ne vem, zemlja in narava umirjata, jesen, zima, se tudi jaz malo bolj umirim. Potem, ko je pa pomlad, poletje, je pa akcija. Je pa akcija. Je pa delo, pa smo povsod. Maja, še enkrat najlepša hvala. Hvala, Eva, za super vprašanja in pa res top pogovor. Hvala. Hvala lepa. Hvala pa tokrat tudi sponzorju tokratnega podcasta. Mimogrede, če slučajno niste vedeli, v Manah trgovinah lahko najdete novo kolekcijo oblačil Red by Mana. Pojdite, preizkusite, ne bo vam žal.